Da ne greva še domov. Ti bom jaz pokazala. Zdajle na naslednjem križišču lahko zaviješ levo. Kam pa greva? A ne bi raje domov šla? Glej, vse je zaprt. Bo šla jutri, no. Trgovine, še kino je zaprt, no. Bo šla jutri. Boš že še videl, no? Na naslednjem izvozu greš desno. Boš videl, obljubim, no, vredno bo gleda. Kam greva, no? A ne bi raje domov šla? Glej, koliko je že ura, vse je zaprt. Ni, no, boš videl. Motiš se. Nekam te lahko peljem, boš videl. To me pa res zanima, kam greva zdaj. Živijo. Kako si, reda? V redu. Živijo Simon, veseli. Simon, Evo, še enega Simona sem pripeljala, pa najboljše, da mu kar poveva, no, kaj se tu počne. Koliko vsak dan? Delamo, čistimo. Trgovski center, trgovino. Koliko se tle ta trenutek? 15 ljudi je prisotnih. In koliko časa boste tole vse skupaj spucali? To, kar vidiš, 1:45, maksimalno 2 uri. A pa to delate ročno, ali imate tudi kakšne stroje? Bom tako rekel, Koliko kvadratmetrov? strojno in ročno se dela, ne? To se pravi, površine 4500 kvadratov se dela približno 80% strojno, ostalo pa ročno. Pripravljalnice in take stvari ročno, vse ostalo pa strojno, tako da večje površine, ki prihajajo. Prej si rekel, vsak dan se to puca. Kaj pa kdaj imate, kdaj v letu pa generalko, kaj pa, ne vem, kakšne lučke? Enkrat letno je generalka, ki pade v sklop generalnega čiščenja, načeloma pa vsak dan, od ponedeljka do nedelje, praznike, petke, svetke, razen 5 praznikov, ki jih država predpiše tako, kot za vse. In to po zaprtju trgovine in pa zjutraj, ne, preden se trgovina odpre? Po zaprtju trgovine med 21. in 23. uro in pa zjutraj med 6. in 9. uro. S tem, da trgovina se dela največkrat zvečer, hodniki kot strogem centru, kot center pa se dela v dopoldanskem času do 9. ure. Načeloma med samim obratovanjem nič. Ja, ne, jaz bi tudi tole si malo pogledal. Si lahko pogledamo, kako to? Ja, lahko. Se mi lahko pridružita pri delu moje ekipe. No, kar gremo. V redu. Izvolite, dobrodošla. Predstavili bomo pripomočke za čiščenje tal, metla, sirkova, potem imamo ročno za čiščenje po tleh, potem imamo brisalo za brisanje tal, potem imamo sirkova krtača za čiščenje, pripomočke tudi, potem imamo omelo za pometanje smeti, potem imamo tudi antistatično omelo za umetanje pajčevin. Dejstvo je, da kakšnega organiziranega izobraževanja za čistilce in pa čistilke pri nas ni. Zato imamo v našem podjetju, tako kot verjetno v večini ostalih večjih podjetjih, organizirana interna izobraževanja za čistilke in čistilce.
Ta izobraževanja so razdeljena na osnovni in pa specialni del. V osnovnem delu jih pač poučimo nekaj o samem kodeksu obnašanja, o pravilih za zaposlene, potem predstavitev podjetja imamo in pa potem v specialnem delu se pa osredotočimo na same postopke čiščenja, potem se pravi osnove pravilnega čiščenja in pa nadalje razdelimo ta izobraževanja po posameznih segmentih. Pri čistilkah, glede na to, na katerem področju delajo, se pravi, so izobraževanja ločena za zdravstvo, potem za šolstvo in vrtce, za živilsko industrijo, kamor spadajo pekarne in klavnice. Poglejte, ribarnica, specifika, večina ročno delo, strojnega nič zaradi mehne kapacitete prostora, največkrat s kemijo, ki je primerna tudi dezinficiranju zaradi inšpekcij, ki prihajajo, jemljejo brise, tako da mora biti kemija primerna za to, da je bris negativen in lahko funkcionira ribarnica po svojem. Prostori so to, kar je prodajni pult, zatem stoji zadnji še en del ribarnice, kjer je pripravljalnica rib in pa njihovo skladišče tega riba. Lahko tudi to, če hočete, če še niste videli, kako izgleda trgovina zadnja ribarnica v trgovskem centru, se mi pridružite. Obzadnje morate tudi vse sputati, kot je odspredje? Kako vsak dan, kako je bilo rečeno. Vsak dan, 7-krat na teden, spredaj in zadaj, vključno z pripravljalnico in pa samo ribarico. Gremo pogledati. Tako, evo, gremo. Predstavili bomo orodja, ki jih rabimo za delo z rokami in pomivanje po tleh. Gobica, želeda, potem imamo krtača, serkova krtača za pomivanje po tleh, omelo za pometanje, potem antistatično omelo, smetišnica za pobiranje smeti. Potem imamo močilec za čiščenje šip in pa brisalo za brisanje šip. Včasih smo delali s čistili, ki so po domači, ki je bil cet, krpa, vedro, pa mogoče kis ali pa kaj drugega. Zdaj je pa v bistvu ta specifika, da imamo čistila, ki so vsa ekološka, moram poudariti. Imamo ekološka čistila in pa so v super koncentratih, to se pravi, se dozirajo v mililitrih in je treba zelo previdno delati z njimi.